pozdravljeni vsi skupaj, dragi dijaki, drage dijakinje. Hvala, ker ste z nami na tej naši okrogli mizi. Danes se bomo pogovarjali o maturitetnem delu dogodek v mestu Gogi. Z nami je naša inštruktorica za slovenščino Lučka Stopinšek in pa Hana Brili, ki je pa dijakinja gimnazije Bežigrad. No, pa zdaj na začetku tale okrogla miza je namenjena za to, da slišite kakšne nove ideje, da slišite nova mnenja, da si lahko še razširite svoje razmišljanje o maturitetnem delu, zaradi tega, ker si vemo, da v bistvu noben pojma nima, kaj vas čaka na eseju, tako da je fajn, da ste pripravljeni na vse skupaj in zato smo danes tukaj, da vam podamo še eno dodatno mnenje, še nadgradnjo tega, kar ste že slišali pri pouku in o čemer sami razmišljate, ko pomislite na dogodek v mestu Gogi. Ok, zdaj pa mogoče za začetek, Lučka, boš ti naredila kratek TLDR vsebine knjige. Izvoli. Hvala, lep pozdrav še z moje strani. Danes se bomo pogovarjali o drami Slavka Gruma in sicer dogodek v mestu Gogi. Sama drama je dokaj kratka, zajema zgolj dejanja enega dneva in ene noči. In v bistvu v tej drami podrobneje spoznamo izmišljeno mesto Goga, kjer živi kar nekaj prebivalcev, o katerih se bomo kasneje tudi pogovarjali. Spoznavamo pa predvsem neko glavno nit samega drame vodi Hana, hči trgovca, ki ob začetku drame nekako prispe nazaj v mesto, ker je predtem bila v tujini. In v bistvu potem nekako okoli nje spoznavamo tudi vse ostale akterje, ki nastopajo v drami. V bistvu samo ime drame pa nam že v bistvu pove, kaj bi se nekako naj zgodilo v drami ali pa naj bi se dogajalo. Vsi prebivalci mesta Goga čakajo neko dejanje, dogodek. Morda bi se kasneje navezala, zakaj to dejanje čakajo. Res se na koncu zgodi, na bližnjem hribu zagori. Seveda se to vsem prebivalcem zdi, naenkrat se nekaj dogaja, nekaj se je zgodilo, kar na koncu v bistvu izvemo, da požar ni bil pomemben oziroma ni predstavljal neke večje vloge v njihovih življenjih, nič se ne spremeni, prebivalci se vrnejo nazaj v svoje vsakdanje mesto in v bistvu nekako tako se potem drama tudi zaključi, nekako nakaže nam to cikličnost, da to v bistvu, da prebivalci mesta Gogi čakajo dogodek in da se potem nekaj nepomembnega zgodi, kar se njim zdi morda pomembno ali pa si želijo, da bi bilo pomembno in to nekako nakaže na koncu to cikličnost drame, da v bistvu to so njihovi vsakdanji. Ok, super. Zdaj, Lučka, kaj bi pa ti izpostavila vsebinsko? Kaj je tisto, kaj se ti zdi ključno za razumevanje vsebine drame? Meni se v bistvu ključno zdi to, da bralec dodobra pozna same igralce oziroma vloge v drami, zaradi tega, ker tukaj vsebinsko ni kaj več za dodati, kot pa to v bistvu, kaj ljudje v drami počnejo in kaj se z njimi dogaja, kako vplivajo drug na drugega, kako so postavljeni. O tem mislim, da bomo malce kasneje še bolj podrobno spregovorili. In v bistvu potem, ko mi poznamo same igralce oziroma osebe, like v tem delu in razumemo, kako se oni počutijo, zakaj oni počnejo ali pa ravnajo določene stvari kot jih in kako to vpliva na neko medsebojnost likov v samem delu, ker tudi to je izjemno pomembno, glede na to, da samo delo, kot sem že povedala, traja en dan in eno noč, vsebinsko kar drugega od samih likov ne dobimo oziroma je bolj malo, same dejanske vsebine. Tako da se mi to poznavanje likov in pa njihova medsebojnost je res zelo pomembna in seveda tudi, kako to potem vpliva na ostale like. Ok, super. Hana, kaj bi pa ti rekla, ko si ti prebrala dramo, kaj je tebi tako zelo padlo v oči? Kaj se ti zdi zelo pomembno? Mislim, kakor smo že omenjali, drama večinoma se dogaja okoli karakterjev. Ne vem, meni je bil najbolj zanimiv vse, kar se je s njen razvoj skozi to dramo. Bilo je tudi zanimivo te stranske zgodbe. Ne vem, mogoče kot najpomembnejši dogodek, poskus Hane, da bi umorila Preliha, se mi je mogoče najbolj vtisnil v spomin, kar je imela tudi večje posledice na preostanek zgodbe, da se je nov karakter umešal, da so ga tudi našli na cesti, da so mislili, da bodo dobili nek dogodek.
Ja, to mogoče najbolj. Ok, super. Pa bi mogoče kar šli lepo na prvo vprašanje. Torej, prvo vprašanje je, zakaj je prostor tako oblikovan, da gledalec v bistvu vidi v notranjost? Okay, torej pri tem bi jaz najprej omenila, da je v bistvu sam avtor nekako dramo zastavil tako, da je celoten smisel v tem, da torej gledalec, ki gleda torej uprizorjeno igro, nekako vidi celotno dogajanje v mestu. Pač že tukaj je zelo pomembno, da torej so samo nekaj hiše v mestu, to je zelo malo mesto in v bistvu zelo pomembno je, da gledalec, torej avtor je bilo to zelo pomembno, da gledalec torej vidi, kaj se dogaja v posameznem stanovanju in je tako tudi torej sama scena zasnovana. Zato, da v bistvu gledalec mora vmes malo razmišljati, ni vedno pozornost samo na torej, osebi, ki nekaj počne, ampak cel čas se nekaj dogaja. Mi torej spremljamo zgodbe večjih ljudi, večjih karakterjev in v bistvu že to, da torej, kot sem že prej omenila, se večina oseb, torej nekih stranskih likov, njihova dejanja se ponavljajo oziroma se čez celotno zgodbo bolj stagnirajo, kot pa razvijajo. No, v bistvu mi opazujemo neka dejanja in to nekako mora gledalec tudi sam interpretirati, zakaj se to dogaja in v bistvu mu nekako že samo to, da mi samo, gledamo neko dejanje na odru, že to nam nekaj o torej sami igri pove. Pa mogoče bi tu omenila še to, da je v bistvu avtor zelo dobro zastavil celotno postavitev mesta. Namreč stanovanja v obeh straneh oziroma v obeh hišah, ki sta torej odprti na sprednjo stran, so postavljena tako, da tisti, ki naj bi bili bolj čisti ali pa bolj dobri, bi jaz rekla, so bliže vrhu stavbe in s tem nekako je želel pokazati, da so tisti bliže nekemu odrešenju, ker namreč to je neko skrita misel ali pa skrito razmišljanje ob branju dela. V bistvu vsi imajo neke težave, ali so to hibe, ali so to razmišljanja, ali so to stvari, ki so se jim v preteklosti zgodile, ki jim ne morejo ubežati. Vsi bi želeli temu ubežati, nobenemu zares ne uspe, oziroma Hani na koncu nekako uspe, ampak jaz bi osebno rekla, da tudi ne v celoti. In v bistvu tisti, ki naj bi bili višje v stavbah, torej so bližje temu, da ubežijo, se očistijo oziroma ozdravijo, tisti, ki so pa nižje, tisti so pa bolj, ne bi rekla hudobni, ampak so pač nižje v tej lestvici. Ne? Hana, kako si pa ti doživela ta pogled v notranjost, ko si prebrala dramo? Mogoče sem ga malo bolj dojela potem, ko sem si pač pogledala likovne podobe Goge, ampak že pač sam ta koncept doda še pač, da je malo bolj posebna od drugih mogoče dram in da je mogoče še bolj pripravi do tega, da uživaš v njej, ker dobiš toliko različnih zgodb, v katerih je treba uživati in spremljati, da še doda. Ok, super. Zdaj, Lučka, prej si omenila, da ima vsak izmed teh likov nekaj tako fizičnega, kar predstavlja, da ne more pobegniti od določenih elementov svoje preteklosti. In zdaj, na primer, kaj pa simbolizirajo te šepavost, grbavost in podobne hibe v njihovem življenju? Pač nekako, kot sem jaz razumela, dojela dramo, so v bistvu te njihove hibe, na primer, predstavljajo neko stvar, ki se jim je zgodila, ampak pač na nek v nekem fizičnem pogledu, na primer, grbavca, ki ga v delu spoznamo, je v bistvu grbo dobil, ker ga je mati zavrgla in ga je na to napihal hladen zrak in je v bistvu mu grba ostala zavedno, čeprav so ga potem rešili. In jaz mislim, da v bistvu točno ta temačnost ali pa, ne vem, nekateri bi rekli strahovi, nekateri bi rekli temačnost, nekateri bi rekli, ne vem, travme, doživetje, ki so se vsakemu posamezniku, torej vsakemu liku zgodile. To nekako bi jaz rekla, da se izraža tudi skozi zunanjost. Vsak izmed likov je opisan izjemno groteskno, podrobno mi izvemo neke določene stvari in tudi Hana je prej omenila neke te likovne upodobitve, ki jih je šla gledati, ne vem, da čisto vsaki, ko jih pogledaš, so vsi liki prikazani, prav vidiš, da so, ne vem, grdi oziroma pač
so nekako impresionistično prikazani oziroma res se vidijo določene poteze na obrazih ali pa ne vem, opravljivki imata dolge nose pa tako in mislim, da to v bistvu nekako vse te hibe prikazujejo, torej neke notranje stvari, ki se njim nakazajo, ki nekako vplivajo tudi na njihovo fizično podobo. In kako bi pa rekla, da so ključne te njihove notranje lastnosti za dojemanje teh karakterjev, ko jih bralec spoznava? Pač jaz mislim, da je to, kako se oni počutijo in kaj oni razmišljajo in kaj se v njih dogaja, predvsem ključno za razumevanje celotnega motiva drame oziroma nekega sporočila. V bistvu avtor pač želi povedati, da so torej prebivalci tega mesta notranje nesrečni, se jim dogajajo stvari, razmišljajo, ne vem, vmes je omenjena tudi spolna nepotešenost in neka iskanje in upanje, pa ne upanje v pozitivnem smislu, v negativnem smislu, mislim. In pač v bistvu vse to, kar se v njih noter dogaja, v bistvu noben izmed njih ne more ubežati temu mestu. Oni torej čakajo nek dogodek, ki jih bo pripeljal iz tega bednega vsakdana, iz tega bednega življenja, ki se njim dogaja, ampak pač ta dogodek se ne zgodi, ker pač ni tako velikega dogodka torej v tem mestu, da bi se to lahko zgodilo ali pa da bi lahko oni pozabili na to, kaj so ali pa na kaj se jim je zgodilo ali pa na nekaj, kar vpliva na njih. Pač to se na to ponavlja in kot je Hana že prepovedala, mislijo, da bo to ta domnevni umor, torej, ki bi ga naj Hana storila. Na to se izkaže v bistvu, da Prelih ne umre, ampak samo hodi okoli z obvezano glavo, ampak po drugi strani pa je to v bistvu nekega ključnega motiva za to, da v bistvu odreši Hano tega razmišljanja, ampak morda o tem še malce kasneje. Hana, koliko pa se je tebi zdelo, torej, ko si brala, kaj točno ti je bilo najbolj zanimivo, ko si spoznavala like v drami? Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? Ali so ti njihove hibe, njihove notranji vzgibi, kaj točno? Te hibe, kot smo rekli, so pač dejansko simbolizirajo njihovo notranjost in se v bistvu dopolnjuje z njimi in nekako skupaj stopajo z roko v roki skozi dramo in skozi zgodbo samo. Ok, super. No, zdaj, večkrat smo že zdaj omenili Hano, kot eden izmed ključnih likov drame. In zdaj, a je Hana za dramo bolj pomembna od ostalih likov in bi jo lahko obravnavali kot glavno osebo ali ne? Jaz bi definitivno rekla, da ja. V bistvu mi skozi celotno zgodbo podrobneje spoznamo Hano, tako skozi torej njena dejanja v samem delu, kot tudi torej skozi to, kar se ji je zgodilo, kar se ji v drami zgodi in kako na koncu nekako sama sebe reši ali pa se osvobodi teh mišljenj. Torej, če malo povzamem, mi skozi dramo, torej skozi pogovarjanja odkrijemo, torej, da je v bistvu Hano v preteklosti posilil Prelih. Ob začetku, torej, ko sem že povedala, se ona vrne v mesto in v bistvu že to, da se ona kljub temu, torej ona je, bi si jaz upala trditi, torej odšla z mesta tudi zato, da torej ubeži temu, kar se je zgodilo, ubeži temu dogodku, temu spominu, kar je najverjetneje ni uspelo, vsaj meni se zdi, da pač to, da ona pride nazaj v mesto, nekako simbolizira to in kako se ona ob prihodu nazaj obnaša. Torej njo je še vedno nekako strah Preliha, se ga izogiba, ne želi biti sama z njim. Torej, ko pa jo enkrat dobi nepripravljeno, torej v sobi in ga ona poči s tistim svečnikom, to se meni zdi nekako tisti prvi začetek tega, da se ona želela dobesedno osvoboditi, torej tega, kar se je njej zgodilo in ni več želela biti s tem zaznamovana, želela je pobegniti bedi mesta Gogi, kot si to želijo tudi vsi ostali prebivalci, ali pa morda gledalec dobi nek občutek, da pač je to nek namen tega dogodka, ki bi jih torej osvobodil tega bednega življenja. Torej, kasneje, ko Hana izve, da Prelih ni umrl, seveda je to tudi nek ključen trenutek, ker ona pač misli, da ga je ubila, ona misli, da ga je ubila, da je vrgla torej, njegovo truplo na cesto in naj se pač, to je za naj se nekdo drug s tem ukvarja, oziroma pač ona je pustila njega tam, ona potem njega vidi
In ko ona izve, da se on ničesar ne spomni, da se on ne spomni, torej, da je on bil v njeni sobi, da je ona njega pahnila za svečnikom po glavi, tiste njene besede v koncu drame, ko ona reče, in citiram, naj živi, samo da je mrtev, te besede ob koncu drame se meni zdi, da torej simbolizira to, zakaj je ona neka glavna junakinja, neki glavni lik, torej mi opazujemo njo, kako se skozi te izrečene besede dobesedno odpove vsem tem spominom, vsem temu, kar jo je nekako zaznamovalo, kar jo je predstavljalo v neki negativni luči, negativno razmišljanje, negativno mišljenje in v bistvu naj živi, naj fizično živi, samo da je mrtev v smislu, samo da je zame mrtev, pač za mene kot za mojo osebnost oziroma za mojo fizično predstavo vsem svetu je pač on mrtev in pač meni je mrtev, ampak on pa naj živi. Zdaj, Hana, koliko bi pa ti označila lik Hana v tem primeru? Torej, kaj bi bil tvoja oznaka? Pač za Hano bi lahko rekel, da je ena najbolj človeških oziroma pač čistih od vseh prebivalcev, je tudi edina, ki nima nobenih nenormalnih hip ali karkoli. Izjema je pač ta njena duševna ne hiba, ampak pač travma, ki jo je doživela v otroštvu in pač, da se mogoče malo nagne na to groteskno stran. Kot glavno junakinjo pa ja bi se strinjala, da bi jo lahko beremo kot glavno junakinjo zaradi tega, ker večina dejanj, ki so pomembni za potek zgodbe, je sproženih z njo, tudi ko ona pride v mesto, se o njej govori, zelo veliko časa je namenjeno. Definitivno bi lahko rekel, da je glavna junakinja, vsaj po mojem. Zdaj pa, Lučka, prej si omenila, da v bistvu Hana je edina izmed prebivalcev Goge, ko se nekako hoče ločiti od svoje preteklosti. Zdaj, a bi rekla, da je to tisto, kar povezuje vse prebivalce, torej ta neko, da so se zaklenili sami sebe v svojo kletko, bi rekla? Ja, definitivno mislim, da ja. Tudi tako, kot je zdaj Hana povedala, če se mogoče navežem na njo, torej vse te neke glavne stvari ali pa neke glavni dogodki, sprožilci, torej se vrtijo okoli Hane in hkrati tudi v bistvu mi ne nujno tudi ko pozornost, torej v sami igri oziroma drami ni na Hani, tudi iz drugih oseb, torej akterjev, izvemo mi neke stvari o Hani, tako je zdaj povedala Hana, torej ona pride v mesto, se pogovarja o njej, pa nekako konstantno mi nekaj stvari izvemo in ja, v bistvu, mogoče bi jaz rekla že to, torej prebivalci so, po mojem mnenju, so se zaklenili v nek krog, torej iščejo, blodijo, torej želijo si nekaj, kar bi njim prekinilo neko to grotesknost, monotonost, grozljivost in v bistvu, po moje, že tudi zaradi tega je ona bolj v ospredju, ker pač pride nazaj v mesto, nekaj se zgodi, nekdo nov pride, vseeno ne čisto nov, ampak pač nekdo, ki zdaj nekaj časa ni bil doma in že s tem nam v bistvu nakaže, da ko se ostali o njej pogovarjajo, nam nakaže to v bistvu, dajmo iskati hitro nekaj, pač nekaj, da bi nas rešilo z tega, kar se dogaja, nekaj novega, nekaj drugačnega, ne? In ja, definitivno mislim, da so se nekako zaklenili, dobro si to povedala, nek krog, neko konstantno dogajanje ena in istega. Okay. Zdaj, v Gogi so tudi umetniki, torej omenjanje Klikot, Teobald, imamo slikarja. Zdaj, kaj pa pomeni ta umetnost, pa nasplošno umetnik v mestu Gogi? Kakšen pomen ima ta simbolični, pa tudi drugačen? Pač jaz osebno sem to doživela na nič kaj umetniški način, v smislu, meni se zdi, da v predvsem delih iz tistega časa, kot smo se že pogovarjali pri kateri drugi drami, torej letošnji maturitetni, nekako je umetnost ali pa ne vem, znanje v tistem času je bilo na visokem nivoju, so ga ljudje visoko dojemali. V tej drami pa se mi zdi, kot da bi avtor želel nakazati, da kljub temu, da je nekdo umetnik, umetnost kot neko sredstvo, da bi človek lahko ubežal
vsakdanu oziroma neki bedi vsakdana in v bistvu v tej zgodbi tega ne doživimo. V tej zgodbi ni tega, da bi umetnik sam torej skozi neko delo lahko ubežal ali pa si ustvaril nov umetniški svet. Čisto vsi umetniki, ki so predstavljeni groteskno, turobno, vsem se nekaj dogaja, vsi imajo priložnost, nekaj storiti, pa tega ne storijo. Naprimer, ko Hana pokliče pesnika, da bi ji pomagal, pa se nekako otepe se te misli, ne želi si tega, ne vključi se v glavno dogajanje in se mi zdi, da ta umetnost tukaj nakazuje to, da tudi umetnost kot takšna te ne more rešiti in ti ne da možnosti ubežati usodi prebivalcem v mestu Gogi. Zdaj, Hana, kako si pa ti razumela vlogo umetnosti v drami? Ja, nekako, da je nič posebnega, ni umetnost v tem mestu, ni zelo cenjena. V bistvu življenja teh umetnikov samo še dodaja k tej cikličnosti, predvidljivosti, pasivnosti vseh v mestu. To, kar delajo, jim predstavlja nek nedosegljiv cilj in ne delajo s tako zagnanostjo, kot bi si od nekega dejanskega umetnika človek pričakoval. Sam delajo zaradi tega, ker očitno nimajo drugega za delati. Torej bi v bistvu lahko rekli, da je ta cikličnost tako globoko zapisana v njihov DNK, da vse, kar delajo, pridodaja k tej cikličnosti. Ja, tako nekako, ja. No. Se strinjam. Morda že to, meni recimo se absolutno groteskno zdi to, da Theo Bald, ki je obseden z gledališko igro in želi postati igralec in kakorkoli, cel čas celotne drame prebira dialoge iz Ibsenovih Strahov in že ta povezava, ta vključitev same drame Ibsenovi Strahovi, ki vemo, da je totalno naturalistična in v bistvu človek bi celo upal reči absurdno, ne tako zelo, ampak kar realna, že to nam nekako prikaže to grotesknost. Avtor je izbral ravno to dramo, da jo je vključil v svoje dramsko delo. Meni se zdi to izjemno zanimivo. Okay, zdaj pa mogoče, kako pa, Lučka, bi ti rekla, se da razumeti konec drame? Ali pa mogoče preden ti poveš, zelo slovenistično bomo vprašali najprej Hano. Hana, kako si ti razumela konec drame? Potem lahko zgradimo z tvojim odgovorom, Lučka. Ja, tako, kot smo že prej rekli, tiste Hanine besede, da je živi, ne vem čisto. Samo da je mrtev. Ja, to je. Se smo že rekli, da ona se nekako osvobodi, mogoče je edina iz tega mesta, ki se ji dejansko rata nekako osvoboditi te cikličnosti in tudi odideti stran, medtem ko preostalih se vse začne spet ponavljati. Lahko bi to dramo, če ne bi bilo Hane noter, bi lahko eno in isto ponovitev gledali in se ne bi nas spremenili, bi bilo celo njihovo življenje. Tako da ja, konec zgodbe je v bistvu samo Hanina osvoboditev, vsi ostali, pa za njih ni konec zgodbe, ker itak naslednji dan isto. Teda v bistvu je čist cool, da je dogajalni čas en dan pa eno noč, da ni daljše, ker to se lahko tudi hitreje tudi razume, še da je to izbral avtor kot ciklično, ne? En dan in eno noč. Ok, Lučka, kako se pa lahko še tvoja razlaga konca drame? Jaz bi se popolnoma strinjala s Hano, čisto vse to, kar smo do sedaj, kar smo povedali oziroma kaj smo se pogovarjali, celotno to mesto je nek začaran krog. Absolutno se strinjam s Hano, če ne bi bilo lika Hane v sami drami in v bistvu ona je prinesla tisto neko svežino v mestu, vsi so se imeli o nečem za pogovarjati, nekaj se je dogajalo, ne? Ampak kljub temu, oni pričakujejo, oni cel čas čakajo nek dogodek in oni bodo ta dogodek čakali celotno življenje. Oni živijo v bedi, njim se nič ne dogaja, oni so vsi
vsi imajo neke hibe, bodi si fizične, bodi si mentalne, vsi imajo neke spomine, neke slabe stvari, neke negativne izkušnje in oni se tega želijo rešiti in namesto, da bi torej sami nekaj storili za to, kot je prej Hana rekla, torej vsi umetniki pač počnejo to, kot da nimajo kaj nič drugega za delati, ne vem, opravljivki se pač cele dneve pogovarjata, ker nimata kaj drugega za delati, torej oni namesto, da bi se aktivno potrudili in se nekako rešili njihove zagate, bodi si mentalne, bodi si fizične, tako kot je to storila Hana z temi, torej naj živi samo, da je mrtev. Ona se je morala fizično torej ločiti od tega, kar je njo omejevalo, od tega, kar je njo vleklo navzdol, bi jaz rekla. Ostali pa samo čakajo, torej, da se bo zgodilo nekaj, nek dogodek, neka stvar, torej, ki bo njih pač osvobodila, torej pač nekaj drugega bo glavno, ne bo več pomembno, da torej ima on hibo, da oni dve opravljata, da je on zaljubljen v svojo lutko, kakorkoli, to več ne bo pomembno bo nekaj drugega, nek večji dogodek bo torej, ki jih bo nekako lahko osvobodil torej od tega, kar se njim dogaja. In pač jaz bi se strinjala, torej, da to je pač v bistvu se začaran krog, jaz mislim, da se bi dejanja ponavljala, če bi ta drama bila, ne vem, 6-dnevna, bi prikazovala 6 dni, 6 noči, to bi bilo v bistvu, oni bi ponavljali ta dejanja in zato, kot sem že na začetku rekla, je zelo pomembno oziroma je zelo dobro od avtorja, da je celotno stvar zasnoval tako, da mi vidimo v prostore, da mi vidimo, torej ne samo, ko se, ne vem, torej on pojavi na odru, naprimer, in bere Ibsenove strahove, ne, mi cel čas vidimo, da on to cel čas počne, on nima drugega v življenju, samo torej, da prebira te Ibsenove strahove, pa še to prebira tako malo z neko zajemalko, bi jaz rekla, pač mašen, lahko bi se malo bolj potrudil, tako kot je Hana rekla, lahko bi malo bolj zagrizel v to svojo dejavnost, ampak pač ne. Zdaj, dobro vprašanje, zdaj mogoče to malo tak za razmislek ali pa celo za Slavka Gruma vprašanje, ali bi oni sploh prepoznali tisti dogodek, ki naj bi bil tisti, ki bi jih osvobodil, ne? Ker to tako zveni, kot da čakajo na prihod Kristusa, ne? Tako, no, tisto, kar jih bo osvobodilo, ne? Ampak je vprašanje, če bi se nekaj takega zgodilo, ali bi to dejansko prepoznali, ali jim je bivanje v tem začaranem krogu, v teh njihovih kletkah v bistvu že toliko udobno, da sploh ne bi hoteli iti ven, tudi če bi se kaj takega zgodilo. To je zelo zanimivo vprašanje, res zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je v bistvu nekako skrita poanta tega dela, da je v bistvu avtor želel prikazati, kako bedna je neka družba ali pa zamejena družba v nekem okolju, kako bedna ali pa brez motivov, brez nekih višjih aspiracij, pač kakšna družba pač lahko obstaja, kar je celo mogoče celo pač povezati s takratnim časom, kdaj je pač drama nastala in pa seveda to je možno povezati tudi s tem, da se je on zgledoval po nekaterih drugih avtorjih in dramah. Jaz bi rekla tako, no, jaz mislim, da bi mogel biti dogodek res močan, udaren in bi jih res mogel popolnoma spremeniti. Zdaj, kakšen bi ta dogodek bil, da bi pravzaprav vplival in na njihovo mentalnost, psiho in torej dejanska dejanja, prihod Kristusa, morda, ne vem. Pač jaz mislim, da takšni dogodki, kot po moje bi si gledalec mislil ali pa kot bi si prebivalci mislili, pač oni si torej nekako skrito želijo samo nekega dogodka. Jaz mislim, da pač takšen nek vsakodnevni dogodek, kot je bil recimo torej in ta požar in pač tudi ta umor, ki v bistvu sploh ni bil, ampak so najprej mislili, da je bil. Jaz mislim, da jih to na dolgi rok ne bi nič kaj spremenilo ali jim dalo nek višji smisel življenja. Jaz mislim, da je pač to, tako kot isto vse ostale stvari, pač bilo aktualno par dni. Morda bi nekateri izmed njih začeli malo bolj ali pa malo drugače razmišljati, ampak jaz mislim, da za dolgotrajno spremembo bi bil potreben res nek udaren dogodek, kar pa ne vem sploh, kaj bi se v takšnem mestu lahko takšnega zgodilo, da bi se zares spremenili. Hana, kaj ti misliš? Kot prvo je zelo ironično, da v bistvu ta dogodek, kot naslov je dogodek v mestu Gogi, in dogodek na koncu, torej Hanina osvoboditev, v bistvu zelo intimen in v bistvu ne ostane
ostane neopažen za vse ostale in je pomemben samo za Hano in torej bralca. Da bi se pa res nekaj takega zgodil, ko bi spremenili celotno mesto, dvomam. Lahko bi se zgodili torej manjši, pomembnejši dogodki, kot to, kar se je Hani zgodilo. Ampak za celotno mesto bi jaz rekla, da tudi če bi se kaj zelo velikega zgodil, da bi se na koncu oni vse vrnili v to svojo cikličnost in da bi bil to sam pač en dan, ki je bil mogoče malo bolj zanimiv v njihovih življenjih, ampak se ne bi nič spremenili na dolgi rok. No, tako. Zdaj pa mogoče še zadnje, tudi malo zgodovinsko pogojeno vprašanje. Kako se je pa na premiero te drame odzvala slovenska javnost? Pač jaz sem ob tem vprašanju poskušala najti nek odgovor, ampak jaz mislim, ki ga nisem, morda ga ima Hana, ne vem, jaz nisem našla točnega podatka, ampak jaz bom pač govorila čisto osebno, kako se meni zdi. Meni se zdi, da je ta drama, kot marsikatera druga slovenska drama, bila v tistem času kar neka novost, oziroma že to, torej, da se več stvari hkrati dogaja na odru, ki so torej pogojene samo z enim reflektorjem, ki osvetli tistega, ki v tistem trenutku govori. Meni se zdi že to revolucionarno, nekaj drugačnega. Se mi zdi, da do te drame smo predvsem imeli torej navadne drame in da je v bistvu tudi javnost, tako bom rekla, če je bralec površinski, je pač drama povsem površinska. Pač če si ti ne poglobiš torej v vse te male stvari, ki to dramo sestavljajo, do te intime, kot je zdaj Hana omenila, torej, da samo Hana in bralec torej zaznata to, da se je Hana dejansko rešila te njene nočne more, je zbežala temu njenemu dogodku. Če si ti ne poglobiš v delo do te mere, da to spoznaš, je pač to zgolj pač še samo ena drama, v kateri torej spremljaš neko mesto skozi dan in skozi noč in se v bistvu ne zgodi kaj večjega, torej če te notranje morale intime ne dojameš. In mislim, da se je tudi tako odzvala javnost. No. Tisti, ki so to razumeli na globi noti, je bilo verjetno to takrat pač wow, neka novost napram slovenskim literarnim delom. Tisti, ki pa ne, pa si upam trditi, da jim je samo delo pač, da bom rekla, da je dolgočasno, ampak pač, če ne dojameš te notranjosti samih likov, pač to besedno bereš o torej mestu, ki pač en dan in eno noč čaka na požar na sosednjem bregu ali kraju, ali kaj je bil, in pač to doživiš in bolj si tako, ok, to je bil dogodek mesto Gogi. Hana, kaj bi pa ti rekla? Kakor sem jaz našla nekaj ful, ampak da nekateri so bili torej zelo šokirani, nekaterim se je zdela nezanimiva drama. Po mojem mnenju je bila mogoče to pred svojim časom, da bi mogoče zdaj, kaj spet ta nekako povečanost po teh grotesknih motivih v literaturi in vsem, da bi bolj prišla do izraza. In kakor je mogoče v tistih časih, ki je res tako zelo absurdna in so se mogoče bolj ukvarjali s kakimi drugimi stvarmi, kakor z nekim dogodkom. Ok, super. No pa bi pa mogoče zdaj še za na konec bi vsako od vaju prosila, da poveta tisto, kar se vam zdi najbolj pomembno za razumevanje te drame, pa bi mogoče Hana kar ti začela. Kaj bi ti izpostavila, da je najbolj pomemben element razumevanja drame? Da je treba torej zelo podrobno brati, da lahko spremljaš vse te različne ljudi in like in njihove zgodbe, ker dobiš se s tem odprejo tudi različni koncepti gledanja na to dramo, da ne spremljaš samo Hane in njene zgodbe. Ok, super. Lučka, kaj bi pa še ti rekla? Jaz bi pa rekla, da torej, tako kot je delo predstavljeno, torej kot je Hana rekla, da vsebuje več različnih oseb, več različnih akterjev, tako ga je treba dojemati. Seveda je pač pomembna za samo razumevanje torej doživetosti tega, da je možno ubežati temu, kar te mentalno ustavlja, torej Hana. Seveda ne smemo zanemariti njene vloge v tej drami kot glavne ženske,
torej akterke, ampak po drugi strani pa mogoče tudi to, kako hitro se neka družba torej ujame v neko cikličnost bede in enakega vsak dana in tam tudi ostane. Pa bi mogoče, Lučka, samo še eno hitro podvprašanje. Letošnji tematski sklop je naslovljen Ženska na odru sveta. Koliko se ti zdi pomembno, da je glavni lik v tej drami ravno Hana, ki je ženska? Jaz mislim, da zelo. Pač že, če začnemo torej pri tem, da ona nam na zelo intimen in diskreten način torej pokaže kot, torej, da je prvo to torej ženska, ki je v otroštvu bila posiljena, to nam torej pove, to je za neko literarno delo ali pa dramo, ki je bila izdana v torej 1930, mislim, da je izdal to dramo on, pač to, torej, da je ženska javno povedala, da je bila posiljena in da je to pustilo na nje neke posledice, ki pač se jih želi rešiti ali pa k temu stremi, pač to se zdi meni zelo pomembno. Do tega, da pač torej ona ne samo, da o teh spominih ali pa doživetjih razmišlja, govori, tudi ravna, torej upre se Prelihu, ki pač ponovno želi torej nekako nastopiti skozi neke slabe namene proti torej nje, torej ženski, torej ravna, pokaže neko voljo, neko odločnost, ko se mu upre, torej ko ga vdari po glavi z svečnikom, brez da bi pač nekako razmišljala. In pa tudi kasneje, no, da kljub temu, da on preživi, ne ostane ujeta v tem, pač joj mislila sem, da sem se rešila njega kot osebe v življenju, pa ni, živ je, ne, ampak da na koncu v bistvu naredi en veliki moralni korak, reče, naj živi, za mene je mrtev, za pač to, kar je meni pomembno, mrtev, in meni je bolj pomembno to, da se jaz osvobodim, da jaz grem, da pač jaz ostanem in zaživim, kot pa to, da bi se pustila torej biti ujeta v tem nekem krogu. To sedaj seveda karikiram, tega ne reče ona, ne, to karikiram, ampak iz tega vidika se mi zdi izjemno pomembno, torej, ali pa dobro, da je torej glavni lik ženska in bi bilo, mislim, če bi bil moški, bi drama izgledala popolnoma drugače. Ok, super. Zdaj ima katera od vaju še kakšne zadnje misli? Čisto za konec? Prebrati vse knjige. Nujno preberite vse drame, ja. To je odličen zaključek. Pa smo pa prišli na konec še naše druge okrogle mize. Res hvala, da ste bili z nami. Upam, da ste izvedli, verjamem, da ste izvedli kaj novega ali pa da ste mogoče začeli razmišljati še v kako novo smer. Drugače pa v imenu ekipe, Lučka po moje se strinjala z mano, želimo vam veliko sreče na maturi, držimo pesti in navijamo za vas. Imate to.